kako komentirati dejstvo, ki je danes znano, da sta pač Bošku Šrotu pa Igor Bavčar skupaj vredna težka skoraj 1/3 slovenskega proračuna letnega seveda? Jaz ob tej ugotovitvi časnika Finance načeloma ne bom govoril o imenih, ker je teh verjetno več, ne samo 2 ali 3. Kot predstavnik zakonodajne veje oblasti, se pravi kot poslanec Državnega zbora, pa želim povedati nekaj. Nobena država in seveda tudi Republika Slovenija nikoli ne bo sprejela takšnega zakona, ki bi preprečeval početje, kot jih pač nekateri gospodje delajo namenoma, s tem, da si pač na neetičen, na nemoralen način prilaščajo velika premoženja. To so tako imenovani, bom rekel, tranzicijski bogataši. Za mene, v mojih etičnih merilih, so pravi bogataši tisti, ki do bogatstva pridejo z lastnim delom, z lastnim znanjem. Edino te cenim. Ta imena, o katerih se piše, o katerih se govori, bo pa Slovenija pomnila, verjetno še dolgo v prihodnost. Lahko pričakujemo aretacijo Boška Šrota? To ni vprašanje za poslanca. Imamo v Sloveniji organe pregona, ki bi po mojem trdnem prepričanju morali skrbeti za pravično funkcioniranje v tej državi, ki bi morali preprečevati neetična dejanja in ti organi se zdaj naj izkažejo, če bodo ocenili, da je resnično prišlo do kršitve slovenske zakonodaje.